Tokrat v Bedniku. Zaprli trgovino za revne. Toto streljanje čuj. Zgodba o uspehu. Novo turbokrožišče. Laibach v Severni Koreji. Kalorije v pijači in rojstni dan legende. V Mariboru je Sotra trgovina, v kateri lahko socialno ogroženi kupujejo najosnovnejše življenjske potrebščine po znižanih cenah, zaradi previsokih obratovalnih stroškov zaprla svoja vrata. Za obstoj se bori tudi druga Sotrina trgovina, zdaj edina v štajerski prestolnici. Pristojni opozarjajo, da brez državne pomoči tudi ta trgovina ne bo več dolgo odprta. Kaj če namesto, da subvencionirate te ljudi, samo ukinete DDV na hrano in to je to? Mislim, trgovine za revne ljudi ni treba izumljati na novo, že obstajajo. Se jim reče hofer. Po plačilu najemnine in vseh stroškov izplačilo plač 3 zaposlenim so ostali nepoplačani dobavitelji hrane. Ja, ker imeti eno dodatno trgovino odprto stane. Jaz ne vem, ali se ljudje na položajih res ne zavedajo, da v Mariboru so lačni ljudje. Mislim, tej teti ne štrlijo lih rebra ali neki. S prostovoljci iz društva Upornik je tudi pripravljen brezplačno pomagati pri vodenju trgovine. Kako potem ni keša za plače, če je cela armada prostovoljcev? Ja, jaz sem pripravljen delati za stojn samo. Moja sestrična Tina, ona bi rada bila zaposlena, imela plačo, tako da dajte vi njej denar, ne, pa bom jaz malo ki pomagal za stojn. Poročilo policije se bere kot scenarij akcijskega filma. 26-letnik je namreč poskušal umoriti 36-letnega moškega. Vmes je celo zamenjal avtomobil in ga z belo Škodo Octavio kombi pred semaforjem zablokiral ter znova streljal nanj. Wow, zmešan folk. Ste morda že aretirali osumljenca, ki je bil pri svojem dejanju izjemno odločen. Ne zgodi se pogosto v naši državi, da bi lahko videli tako odločnost. Storilec je bil odločen. Bila odločnost. Bil je tudi zelo odločen. Kaj lahko tega psihiča nehajte hvaliti, kako odločen je bil? Kaj je to? Kaj ga je pripeljalo do tega? Ne vem, je šlo morda za ljubosumje, je šlo morda za kakšen dolg, kakšen hipen prepir. Ja, tisti avto drugi imel tako slučajno, veš, če se bo treba kaj streljati ta večer. Kdo pa nima tega? Medtem ko večina še spi, se pek Andrej Gerže vsako jutro ob 4 odpravi v svojo butično pekarno 8 na Gornjem trgu v Ljubljani. Wow, zgodaj vstaja. Sama pekarna je odprta dobre 3 leta. Torej je še sveže. Ni to je ta razlika, kar sem prej omenil, od domače peke, ko delaš ti en hlebec ali pa 2, ko jih ti narediš 200-300 na dan, je to precej drugačno. Se prodajajo kot vroče žemlje. V trgovini se na te načine delalo in mi nismo nič drugega kot stare tehnike. Ono od zadaj mi ne deluje toliko zagret za delo. Jaz sem faliran študent turizma. Aha, si videl, da iz te moke ne bo kruha? Pol me pa to toliko povleklo, da sem začel bolj tehnične stvari brati, čiste tehnike, testiral, metal testo, smeti. Ja, je treba malo testo testirati. Zdaj že kvasim neumnosti. V Vipavi so po dolgih letih prizadevanj vendarle začeli graditi krožišče, ki naj bi izboljšalo pretočnost prometa in povečalo prometno varnost v kraju. Naložba je vredna nekaj manj kot $500 000. $500 000 za eno krožišče? Pa kaj ste, najeli isti ljudi kot za te 6? Gradnja krožišča v Vipavi je del dogovora, ki sta ga že pred 16 leti ob gradnji hitre ceste po Vipavski dolini sklenila takratno ministrstvo za promet in občina. Ja, ne vem, če je hitra cesta, če moraš na njo čakati 16 let. Laibach so povsod, kamor so prišli, v javnosti vzbudili mešane občutke. Tudi tokrat ni bilo nič drugače, še zlasti, ker se v Severno Korejo niso odpravili z vnaprejšnjimi obsodilnimi sodbami tamkajšnjega režima. Mogoče imajo čisto legitimen razlog, da mečejo otroke v koncentracijska taborišča. Ste se kdaj vprašali, koliko kalorij ste zaužili, ko ste spili kozarec vina ali piva ali pa morda merico žgane pijače? Ne. No, odslej boste to lahko izvedeli. Ne bom. Če vas bodo ti podatki seveda zanimali. Me ne. Kot je povedal Evropski komisar za zdravje in prehrano, imajo potrošniki pravico, da so v celoti informirani o tem, kaj pijejo. Ja, in to deluje že zdaj. Ker če na flaši ne piše, kaj je notri, je ne rabiš kupiti. Smo pa našli podatek o energijski vrednosti na 2 pivih, a to gostov ne zanima, pravijo v lokalu. V 30 letih mislim, da nisem slišala tudi za enega še, da bi dejansko vprašal. Ja, ker to nobenega ne briga, razen ljudi, ki obupano iščejo neke načine za upravičiti svoje nepotrebno delovno mesto v raznih komisijah.
Včeraj je bilo posebej veselo v domu starejših občanov v Vojniku, saj je tamkajšnji stanovalec Franc Penič praznoval 105. rojstni dan. Penič. Samo je ta Penič kar pokončen za svoje leta. Ko sem ga vprašal, če je kakšna skrivnost, je rekel, da mora biti človek malo nagajiv. A ja, tak nagajiv Penič je. Kaj ste nazadnje jahali? Konja. Kakšno vprašanje, če kaj jaha? Si bo fant mislil, da ga na kaj vabiš? Hvala. Hvala. Kam to gledaš, Franci? Pa tako gledam, če pa že kakva mlada tele po cesti in malo zažvižgam, pa se pa skrijem, pa tako delam. Dan mine. A zdaj si že pri tebi doma, jebač? In mesa je na njegovem jedilniku precej, pravi. Valjda je. In ker je tudi doma rad lepo oblečen, si ob štedilniku obvezno nadene predpasnik. Ja, seveda, moraš imeti zaščito za Peniča. Me zanima, ko se bo ta večer nadaljeval. Aha, lepo bo. Zgleda, se imamo res marsikaj za naučiti od starejših.